Po dolgem času ste spet na odru, ste zelo pogrešali nastope. Ja, smo jih zelo pogrešali in še zmeraj jih pogrešamo. Kaj pravite na potezo Jazz Festivala Ljubljana, da bo navkljub tem izrednim razmeram izpeljal festival z nastopi v živo? Jaz sem zelo vesel, da smo izpeljali ta nastop in da so v bistvu nadaljujejo festival kljub ukrepom in tako naprej in situaciji. Sicer pa kot glasbenik lahko rečem, da ni prav prijetno nastopati brez publike in se mi zdi, da več kot pol tistega čara, ki se zgodi na koncertu, se v takem primeru ne more zgoditi. Tako da v bistvu si želim, da je čim prej tega konec in da začne spet krožiti energija med poslušalci in nastopajočimi. Drugače samo oddajanje, a ne? Ja. Matija, šele te izredne razmere so pokazale ranljivost naše družbe na eni strani, ter na drugi strani moč kulture, glasbe, ki nam je bila v teh dnevih preizkušnja veliko pomoč. Ja, res je. Mislim, da so mnogi se zdaj zavedli, koliko pravzaprav kulture konzumirajo in koliko jo potrebujejo pravzaprav. Upam, da se bo to malce odražalo tudi v tem, no, da bodo podprli nekako kulturo in umetnost, ko bo vsega tega konec, ko se bo spet vse odprlo. Ampak dejstvo je, no, da pač po mojem je marsikomu zelo, zelo olajšalo to bivanje, samoizolacijo, ukvarjanje s kulturo in pa konzumiranje kulture. Tu se takoj ponuja vprašanje, a ste glasbeniki, zdravniki za duše, šamani zvočnih vibracij? Mislim, da moraš na to ti odgovoriti. Nujno. To se sliši precej pretenciozno, ne bi tega tako označil. Verjetno marsikomu na primer glasba predstavlja kaj takega, ja, ampak se pa ne bi postavljali v vlogo šamanov in zdravilcev duše, ne. Še ti kakšno rekel? Se strinjam z Matijo. Se mi zdi, da ko dobim odzive od ljudi oziroma to, kako mi opišejo svoje doživljanje o poslušanju glasbe, meni to čisto zelo tuje, ker jaz gledam na to bolj sistematično in tako in ne doživljam na tak način muzike kot nekdo, ki jo samo posluša. Kar je seveda super, da se na različne načine ista zadeva doživljamo, ne? Ja. Doslej ste izdali 3 albume inštrumentalne glasbe, ki močno sloni na gypsy swingu. Imam občutek, da je prišlo do neke renesanse tega glasbenega stila. Ja, hvala za ta kompliment. Te stil nas je v osnovi malo izoblikoval, na začetku nam dal neke smeri, ampak z vsako ploščo se dogaja, da se dogaja odkloni od tega stila in kolega glasbenik mi je rekel, ko sem mu dal zadnjo plato za poslušati, je rekel, glej, tako je, ne, one gypsy swing, ki igrate komade, ki so bolj v tisti smeri, so super, ne, ampak šele tisto, ko začnete po vaše igrati, je res dobro in tam res vas začutim, ne, tako da jaz sem istega mnenja, ampak ne moreš na ploščo dati samih emotivno težkih komadov, moraš dati tudi kakšne fič-firič pesmice, da se to potem skupaj sestavijo neko smiselno celoto. V zasedbi imate pevca, ki je pa tiho, mar ne? Ja, to je resnica, ja. Nismo še prišli do tega, kako bi ga nekako ukomponirali v to zgodbo, ki smo jo do zdaj napisali, ne. Ampak verjamem, da bo tudi do tega trenutka prišlo. Imeli ste tudi klubske nastope v tujini. Kako so bili sprejeti? Lepo so bili sprejeti. Nekako naša izkušnja je ta, da smo v bistvu ljudje povsod dosti podobni.
Nekje sem bral, da smo celo vsi iz istih elementov sestavljeni, tako da bi rekel, da se verjetno te vibracije pri nas prenašajo precej podobno in edino, kar dela razlike, so kulture, kjer smo odraščali, ali pa predsodki, ne, ampak v osnovi reagiramo isto na prijetne vibracije. Gypsy Swing je nastal kot klubska glasba za ples. A si kdo upa zaplesati na vaših koncertih? So poskusili, ja. Ja, in? Tako, uspeh je bil tako delen, ne. Ste hitri, mar ne? Malo smo hitri, včasih smo malo počasni, za ples, prepočasni za ples. Predvsem pa so naše skladbe imajo malo več aranžmaja, malo drugačne oblike so, kot je tradicionalen gypsy swing, in potem se sredi plesa zgodi neka nerodna situacija, ko štarta naslednji del komada, ne. Pionirska zasedba tovrstnega zvoka je seveda bila Quintet du Hot Club de France, ki ste jo ustanovila kitarist Django Reinhardt in violinist Stefane Grappelli. Ja, nadaljevati tukaj je meni precej težko, ker roko na srce niso taki vzorniki, kot bi si lahko nekdo predstavljal. Ja. So pač eni glasbeniki, ki so bili genialni in tako, ampak mene zanima dosti drugih stvari, še ne samo to, tako da v bistvu zdaj, ker smo v tej formaciji, izrabljamo... Tudi kvintet, ne? Tako, ja. Izrabljamo te instrumente za to, da izvajamo neke ideje, ki so pa verjetno že tudi dosti oddaljene od tistega stila, tako da jaz bi se na tej točki jim poklonil in se jim zahvalil za to, da so nam dali neko idejo, ampak nikakor si pa ne želimo biti tako dobri kot oni ali pa početi nekaj podobnega njim. Mi smo pravzaprav od tega časa še najbolj vzeli pač to formacijo in ta zvok kvinteta, ne, in sigurno malo odpeljali stvari drugam. Obstaja res kar veliko število pravih gypsy swing bandov, ki zares nadaljujejo to tradicijo. Večinoma ne igrajo avtorske glasbe, ampak igrajo pač glasbo, ki sta jo napisala Stefan pa Django in drugi pač v tem stilu. Tako da v bistvu smo mi, mogoče smo v tem še najbolj nekako posebni ali pa drugačni, da pravzaprav nadaljujemo stil dejansko nekako v neko drugo smer, ne gojimo prav te tradicije in prav te glasbe, ki sta jo postavila Django in Stefan. To vam je neko izhodišče, ne, za skladanje. Na novi plošči, na novem albumu se je to nekako zdemokratiziralo, ne? Mar ne? V kakšnem smislu? Ja, da Teo Kolori ni več avtor vseh skladb. Aha, v tem smislu, ja. Absolutno, že na prejšnji plošči, že na drugi, je bilo dosti vdorov strani članov benda v moj kompozicijski izraz, ne? Ja. In tako da se mi zdi, da fajn sodelujemo skupaj, predvsem pa lahkotno nastajajo komadi in se mi zdi, da smo zdaj že v teh letih, da se nam ne da več preveč naprezati, da mora kar hitro nastati, če hočemo, da nam je fajn. Na festivalu predstavljate nov album, skladba Inferno, z njega je pa prav nekaj posebnega. Meni se zdi kot nek zgoščen soundtrack, kot zgoščena glasba za en film, ki ga še ni nihče posnel. Hvala. To je sigurno en del te smeri, o kateri smo govorili, no, v katero želimo iti in smo šli že malo na drugi plošči, zdaj na tej tretji še malo bolj. Tako da je, ne vem, jaz jo tudi podobno dojemam kot vi. Moramo še omeniti Magnifica, saj ste bili ali pa ste še nekateri člani v njegovi spremljevalni zasedbi. Tam je zelo veliko slogovnih izzivov, mar ne, ki se tudi odražajo v tej zasedbi.
Ja, tisto, jaz sicer ne igram več, že par let tam, ampak je bila tisto zame šola, predvsem neke ekstremne discipline in tako naprej. Jaz, dokler nisem prišel tja, oben sploh nisem vedel, da se tako v bistvu stvari streže in sem tam dobil neko veliko disciplino. Prav tako verjamem, da vsi, tako da bom govoril kar v imenu vseh, ne, je pač to tako točno bilo treba stvari odigrati in potem smo mi to v bistvu prenesli sem in smo v bistvu ugotovili, da kar mi počnemo je gypsy swing, oziroma kakorkoli bomo temu rekli, nek akustični pop, ker naša glasba je v bistvu aranžirana skoraj v celoti in je v bistvu so te detajli, za katere skrbimo in tako prav preneseno ven iz pop glasbe. No, ni toliko džezovska, da bi si puščali toliko svobode v improvizaciji, ampak to zakoličimo v neko, kar se nam zdi prijetno celoto in da poslušalca mami, ne, da bi se nekomu zgodilo, da se zdolgočasi, medtem ko si je nekdo vzel predolg solo. Ja, kar se tiče pa slogov, se pa tudi strinjam, no, pri Magnificu. Njega je težko po svoje dati v eno škatlo, kar se tiče glasbenega sloga. In smo preizkusili tam res, se pravi, nekaj balkanske glasbe, nekaj je bilo tudi v bistvu tega swinga starega, pa čisti pop, pa country, pa tako naprej. To so vse stvari, ki po mojem mnenju zelo bogatijo vsakega glasbenika, če se malo z njimi spoprime in tiste izkušnje od Magnifica pravzaprav smo sigurno vsi prenesli tudi v druge projekte in tudi v našega seveda. Hvala lepa in dobrodošli na odre nazaj. Hvala lepa zdaj.